Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako je nemška vojska Wehrmacht združila sile za ameriško vojsko in so se skupaj bojevali proti nemškemu SS-u. Zgodilo se je v avstrijskih Alpah 5. maja 1945, nekaj dni po Hitlerjevemu samomoru. Takrat so se ameriški vojaki pod poveljstvom kapetana ameriške vojske Johna Leea mlajšega povezali z enoto nemške vojske Wehrmacht, ki pa je bil pod vodstvom majorja Josefa Seppa Gengla. Gengel je nasprotoval nacistom in je že sodeloval z avstrijskim odporom. Tem silam so se pridružili francoski ujetniki in celo častnik SS-a, ki pa je dezertiral. Gengel se je z belo zastavo pripeljal do kapetana Leea in mu predstavil načrt za reševanje zapornikov iz gradu Iter. Poskus pomoči pred tem je sprožil češki kuhar iz gradu, ki je obvestil avstrijski odpor v bližnjem kraju. Sporočilo je nato doseglo majorja Gengla, ki je postal vodja operacije. Prvi, ki je poskušal priti do pomoči, je bil jugoslovanski politični zapornik Zvonimir Čuković, a mu ni uspelo, čeprav je dosegel majorja Johna Kramersa in ameriško 103. pehotno divizijo. A je bila njihova reševalna misija z lovci na tanke M10 priklicana zaradi težkega obstreljevanja in ukazov nadrejenih, ker so zašli na območje 36. ameriške divizije. Cilj operacije je bil rešiti pomembne zapornike iz avstrijskega gradu Iter na Tirolskem. Grad so nacisti preuredili v zapor za francoske politike, med katerimi so bili nekdanji predsednik vlade Paul Reynaud in Eduard Daladier, znan teniški igralec in nekdanji vojaški poveljniki. Ko so nemški stražarji pobegnili, so zaporniki vdrli v orožarno in se oborožili s pištolami, puškami in mitraljezi. A v bližnjem gozdu se je gibala enota Die Waffen-SS, ki je skušala ponovno zavzeti grad in usmrtiti ujetnike. Ameriško-nemška skupina se je približala gradu, kjer sta Lee in Gengel nagovorila francoske zapornike. Ti so bili zelo razočarani, saj so pričakovali večjo reševalno silo. Lee je ukazal, naj tank Sherman parkirajo pred vhodna vrata, da bo pokrival cesto. Ko so se vojaki najedli, so Lee, Gengel in mlad častnik SS skupaj pripravili obrambne položaje in razpravljali o strategiji obrambe gradu pred bližajočo se enoto SS. Zvečer je izvidniška enota Die Waffen-SS začela obstreljevati grad, da bi preizkusila moč obrambe. Ameriške in nemške enote so se premaknile na položaj in vrnile ogenj. Ob zori je enota SS uporabila dobro skrito protitankovsko topništvo kalibra 88 mm ter uničila del gradu in razstrelila tank Sherman, ki je nudil ognjeno podporo. Edini v tanku, ki je preživel, je bil radiooperater, ki je pravočasno uspel pobegniti. Enota Die Waffen-SS, ki je štela približno 150 mož, je začela glavni napad iz gozda proti glavnemu vhodu v grad, ter z zahodne strani dosegla spodnje zidove. Ameriški in nemški branilci ter francoski zaporniki so streljali na napadalce iz svojih visokih položajev v gradu skozi strelske line. Enota SS je ubila in ranila več branilcev, med njimi tudi majorja Josefa Gengla, ki ga je ubil ostrostrelec med poskusom, da bi iz nevarnosti umaknil nekdanjega francoskega premierja Reynauda. Popoldne so se ameriški in nemški branilci znašli v pomanjkanju streljiva in so iskali pomoč. Povezali so se z majorjem Kramersom. S pomočjo avstrijskih partizanov so uspeli vzpostaviti radijsko povezavo. Vse je postajalo vse bolj obupno. Takrat je znan teniški igralec Jean Borotra ponudil svojo pomoč. Skočil je čez grajski zid in stekel mimo položajev SS, da bi poiskal okrepitve in jih pripeljal do gradu. Lee se je pripravil na boj z neposrednim spopadom znotraj zidov. Toda ob 16. uri so končno prispeli ameriški tanki z okrepitvami. Hitro so porazili enoto Die Waffen-SS in ujeli več njenih pripadnikov. Ta bitka velja za edino bitko v drugi svetovni vojni, kjer so Američani in Nemci sodelovali kot zavezniki v boju proti nacistom. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš.
S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.